Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili spet o podzavesti, o pozitivnem mišljenju in predvsem o tem, kako počistiti podzavestne programe. Kar dejstvo je, lejte, če ste tukaj na zemlji, imate še kaj za predelati. Če bi bili toliko svetniški, pa da nič nimate za predelati, bi bili že zdavnaj v nebesih. Oziroma sigurno ne na zemlji. Dejstvo je, da ta naša zemlja je planet, kamor pridemo z namenom ne, da bomo srečno živeli do konca svojih dni, ampak zemlja je dobesedno, kako jaz vidim to naše potovanje, tako kot poligon. A se spomnite, osnovna šola, ko tečeš po tistem poligonu in meni to ni bilo glih luštkan. Nisem neka tekačica, tudi podrazno ne. No, v glavnem, meni je bilo tako, pa lezeš čez ovire, pa padeš, pa si misliš, kdaj bo že tega konc. No, in če greste tako skozi življenje, da ves čas jamrate, ves čas je nekaj, tako kot jaz to v osnovni šoli čez tiste poligone, ja, to je res naporno življenje. Res je potem težko. Po drugi strani pa nekateri, ki imajo kondicijo, pač tečejo, prepleza, skoč, naredi in je to tako. Tako da v glavnem to je naše življenje. In dejstvo je, ja, poligon. Zdaj pa kako gremo čez ta poligon? Ali gremo, da jamramo, ali si pa zraven žvižgaš, pa rečeš, ok, ena lekcija, gremo dalje, druga lekcija, gremo dalje in tako naprej. In zdaj vam bom povedala zgodbo. Ne bom govorila o nobenih imenih, ampak delam tudi osebna svetovanja. In na osebna svetovanja pač pridejo ljudje, ki sami ne znajo poiskati vir svojih težav, ker jih vodim, kaj ne rečem, preko intuicije, zaznam njihove probleme preko pogovora in jim dejansko napišem na list papirja, kaj imajo za počistiti. In dejansko zadnjega svetovanja vam želim povedati, zato ker tukaj tega je ogromno, ampak res ogromno. In da boste lažje razumeli, kaj vse nosimo. Preden bom šla na tole, vam želim še nekaj povedati. Preden grem na to, vam želim povedati to, da naša čustva niso samo naša. To je prva zadeva. Na naša čustva vplivajo čustva naše mame, ki jih je občutila med nosečnostjo za nas. Zdaj pa vi pomislite, kaj se je takrat dogajalo, ko vas je vaša mama pričakovala? Ste bili zaželeni, jo bilo strah glede preživetja, jo je mogoče moški zapustil, je ostala sama, ali pa, kot v enem od primerov, otrok, se pravi otrok, kako naj razložim, en otrok prej je mami umrl in si lahko predstavljate, to je za moje najhujše, kar se ti lahko zgodi, da mama zgubi svojega otroka. No, smo govorili z dvema moškima in dejansko one dva sta rekla, ampak za žensko je pa to še hujš, da zgubi otroka. In ja, zato, ker ženska nosi otroka pod svojim srcem, je del nje, to je toliko močno povezan, mama in otrok, to je eno, iz nje ven raste, kar mama ji otrok dobi. Ne? Se pravi, tukaj vseeno je drugačna linija, kot pa pri moških. No in dejstvo je, da tej mami je en otrok umrl prej, in potem je še enkrat zanosila in ker jo je bilo to grozen strah, da ji bo spet otrok umrl, se ni upala si želeti, veseliti tega otroka, ni upala, veste, ti strah, se bom spet razočarana. Dejansko niti ni prebolela tega otroka, ki ji je umrl in je zanosila. In si lahko predstavljate, kaj ta otroček nosi potem v sebi. No in ta otroček, ki se rodi potem, dejansko ta mamina čustva pokasira. Zdaj pa še eno stvar, kar pokasira. Tudi splav ni nedolžna zadeva. Zdaj pa, to nekje sem prebrala, pa nimam pojma kje, ampak energija splava, se pravi tega otroka, ki se je boril za življenje, ker dobro vemo, lejte, če hočemo ubiti komarja
a se brani. Se, ne? Hočeš pohoditi glisto, a se brani. Ja, ravno tako je pa z otročkom. In dejansko otrok, njegovo srce že takoj začne delovati. In zdaj jaz tukaj ne obsojam nikogar, ker vsak dela najboljš, kar zmore in zna v danem trenutku, ampak gre se za to, da ta energija splava, ostane v maternici. In kdo jo pokasira? Naslednji otrok. Naslednji otrok pokasira to energijo. Zaradi tega, ker je tam zastala energija tega otroka, ki se je branil. In glejte, če čutite tako, da to imate kaj za počistiti, kako počistite? Zdravilna molitev dekodiranja. Jo imate na YouTubeu, jo imate na moji spletni strani srečnoživljenje.com. V glavnem, zdravilna molitev dekodiranja je molitev, ki vam pomaga počistiti celične spomine. Zdaj pa naprej, glejte, ta otrok kaj nosi? Globoka žalost zaradi občutka nezaželenosti. A vidite, a ni zanimiv? Globoka žalost zaradi tega, svoji podzavesti imam program, da nisem vredna ljubezni. V svoji podzavesti imam program potreba po zavrženosti. Občutek imam, da se moram prilagajati, da me ljudje sprejmejo. Za mojo mamo nisem nikdar dovolj dober. Za nikogar nisem dovolj dober. Občutek, da sem neumen. Nič mi ne gre v glavo, nič mi ne gre. Glejte, moramo srečiti mamo. Vse to se zakodira potem na podzavestno raven in se manifestira v življenju. No in kako se potem manifestira? Občutek nezaželenosti, se pravi, je tako, kot bi imel nad sabo jumbo plakat ali pa gor piše, če je kje kakšen, ki bi koga rad zajebaval, jaz sem ta, ker jaz rabim imeti izkušnjo, da sem nezaželena. No, zdaj, kaj to pomeni? Jaz dobim točno take porcije. Dobim ljudi v šoli, v vrtcu, med sodelavci, med ljudmi, ki mi dajo vedeti, halo, kdo si. Dejansko pa kažejo na mojo ramo, na ta moj jumbo plakat, a je kdo, kje kakšen, ki bi mi pokazal moje rane. Tukaj zdaj tudi govorim o sebi, ker jaz sem imela, v moji podzavesti imam potrebo po zavrženosti. A si lahko predstavljate? Potrebo po zavrženosti. Imaš potrebo po vodi, potrebo po spanju, potrebo po hrani. Imamo potrebe, pač moraš iti lulat, moraš iti kakati. To so osnovne potrebe, potreba po dihanju. Halo, ne pa potreba po zavrženosti. In se pravi, jaz sem imela jumbo plakat, če je kje kakšen, ki bi mi pokazal, da nisem zaželena, jaz sem ta. To isto se dogaja s ženskami, ki imajo potrebo po zaničevanju. Recimo, oče je bil pijanec, mož je pijanec, se razumete, ne? Se potem loči in naleti na koga? Na alkoholika. Dejansko, taka ženska ima tukaj gor jumbo plakat in piše, če je kje kakšen pijanec, jaz sem ta, jaz ga iščem. Halo? Zdaj pa kako to počistiti? Zdravilna molitev dekodiranja je ključ do tega, da počistiš in dejansko ne bom šla skozi to meditacijo, jo boste sami naredili in potem greste pač vsako potrebo ali pa vsako težavo posebej date noter v meditacijo. Zdaj pa pozor, zdaj pa nadgradnja. Naslednja stvar pa je, ko mi naredimo meditacijo in vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, o tem sem že govorila, ampak bom še govorila, se obrnemo za 10 stopinj in si predstavljamo nov ekran in si rečemo, kaj so tisti nekaj korakov, ki jih zdaj le moram narediti ali pa je pametno jih narediti, da zaživim lepše življenje.
In v tistem trenutku se nam naslika nekaj, kar je pametno narediti. In naslednji ekran, ko se spet obrnemo za 10 stopinj, o tem bom pisala v novi knjigi in jeseni izide ena krasna knjiga, bom govorila še o tem, ki opisuje vse to. Nimam pojma, kako je naslov, ampak v glavnem v angleščini je. V glavnem, in dejstvo je, da ta tretji ekran si pa predstavljaš sebe, kako si srečen, kako si zadovoljen, kako je vse super. In glejte, predvčerajšnjem ali pa par dni nazaj sem gledala prvič, film je star, ampak vseeno, naslov je Čudež. Sigurno ste ga gledali, Julia Roberts, po resnični zgodbi, in sicer o otroku, ki se je rodil, ne vem, z maničenim gen mu je delal narobe in je imel nešteto teh operacij ali 6 operacij na obrazu, ampak še zmeraj mi je izgledal kot spaka, v glavnem drugačen od ostalih otrok. In ena stvar, ki me je v tem filmu tako, wow, sem rekla, kako zanimivo. Ta otrok, mu je mama rekla, če vidiš, da niso stvari v redu, si predstavljaj, kako bi želel, da je. In on je sebe videl kot vesoljčka, ki skače, kako je srečen, kako je super. In dejansko film se zaključi, to je film za jokati, jaz sem kar naprej jokala. Film se na koncu zaključi, ko je priznanje šole ob zaključku leta in dobi on priznanje za, ne vem, najboljšega učenca ali pa tistega, ki je naredil največji vpliv na vse ostale. In sicer vsi mu dajo stoječo ovacijo, se pravi, vsi mu ploskajo. Dejansko to, kar je prvi dan sebe videl, kako je zadovoljen, kako ga vsi trepljajo, v 9 mesecih se je dejansko to zgodilo. Zato, glejte, naj na vašem ekranu, ja, treba je počistiti to, kar nas zadržuje. To je elastiko, kar nas vleče nazaj. Ampak še bolj pomembno pa je, da sebe vidimo tam, na cilju, kako smo zadovoljni, kako stvari funkcionirajo, kako se dogaja tisto, kar mi želimo. In to je tako, kot bi seme posejali, in potem počakamo in dovolimo, da to seme zraste. In ko zraste, wow, pride to v naše življenje. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala tegale videa, ampak dejstvo je, glejte, treba je počistiti vso nesnago, ki jo nosimo za sabo, zato, da se ne ukvarjamo z sranjem, z drekom, s preteklostjo, ampak da usmerimo vso energijo v to svojo srečno bodočnost. Ampak dokler ne počistimo tega, kar nas zadržuje, ne moramo niti naprej. Tako da, ja, dovolite, da tudi kakšen okostnak iz omare ven pade, pa da kakšno omaro odmaknete, pa od zadaj pobrišete prah, pa malo presesate, pa preluftate svojo podzavest in boste videli, vaše življenje bo potem, če ne druga, bolj lahkotno. Imejte se radi, delajte na sebi, boste videli. Življenje vas bo sigurno podprlo pri tem, pri čemer si vi želite, kjer bi vaša duša pela. Lep dan.